Pretekli vikend je v Radezelu AMD Orehova vas organiziral že 40. dirko za svetovno prvenstvo v razredu MX3, hkrati pa je potekala tudi dirka za evropsko prvenstvo EMX2, v kateri je v obeh vožnjah slavil Klemen Gerčar. Medtem ko je v razredu MX3 drugo mesto osvojil Matevž Irt. Moram reči, da sem z vikendom zelo zadovoljen. Namreč že v soboto, kot ste omenili, sem postavil najhitrejši čas na predkvalifikacijah, zmagal sem tudi kvalifikacije, tako da sem dal že sem imel že eno smernico, kam bi v bistvu v nedeljo lahko prišel na dirki. Seveda se moram zahvaliti mojim navijačem, ki so me podpirali obe dve vožnje, vsem, ki so navijali za mene, da sem lahko prišel, oziroma da sem ob tako vročem vremenu lahko zdržal do konca. Proga je bila odlično pripravljena, kljub zelo vročim, težkim razmeram. Vsekakor progo tudi poznam in sem vedel, kje lahko pridobim kakšno mesto, kje moram ostati za tekmovalcem. In mislim, da je bil to tudi glaven ključ do tega, da sem lahko danes zmagal obe vožnji. Letos moram omeniti, da sem imel kar veliko smole s poškodbam in sem tega, oziroma ko sem se pobral z ene, sem prišel že v drugo, tako da upam, da je zdaj tega dokončno konec. To je bila seveda, to tekmo sem si vzel za trening tekmo, ker imamo na svetovnem prvenstvu trenutno 3 tedne odmora. Čez vikend sem se počutil zelo dobro, sigurno je bila majčkeno prednost, da sem poznal progo. Včeraj na kvalifikacijah sem imel 3. čas, kar je bilo dobro izhodišče za štart. Kar sem tudi pokazal na obeh dirkah, sem štartal prvi, tukaj nimam kaj reči. Na tem mestu bi se lahko zahvalil svojemu timu v Husqvarni, ko so mi prištimali motor. Potem sem se pa boril, v drugi vožnji mi je celo do polovice dirke ratal voditi, počutil sem se dosti dobro. Na koncu je res vročina naredila svoje, Španci bil hitrejši in mu nisem mogel slediti. Ali se je sploh mogoče privaditi takšne vročine, kot smo jo imeli ta vikend? Če si od rojstva v Španiji, ki je 40 stopinj polet, zgleda, da lahko. Če bi pač majčkeno prej izjavil Španc, da se počuti kar v redu danes. Jaz sem zdaj čist brez Švice in komaj čakam na en mrtvi tuš. Današnja tekma ni bila zanimiva samo za starejše odrasle, ampak tudi za mlade. Zakaj? Vsekakor, bili so na progi njihovi idoli, njihovi vzorniki, tako da dejansko na takih tekmah spoznavajo tudi motocross ne samo kot šport, pač pa kot tisti dogodek, kjer se tudi sprošča ogromno adrenalina. Naše športno društvo je pa nekako ravno tisto, kako začeti. Zajemamo od kondicijskih treningov vse tja do osnov, tehnik vožnje, nastavitev motorja. Avtomoto zveza Slovenije nas je povabila kot izvajalca teh poletnih kampov za podmladek. Ti treningi lani so bili 4-krat po en dan, starši so izražili idejo, da bi bilo mogoče bolje organizirati to kot dvodnevne delavnice in prav to se letos dogaja.